Lepo pozdravljeni. Prebivalci Ločne Mačkovca pod nobenim pogojem ne dovolijo umestitve hitre tranzitne ceste v območje krajevne skupnosti. To je bil osnovni sklep, ki ga je na zboru občanov na Sevnem podprla večina od več kot 200 navzočih. S tem je vprašljiv potek tako trase kot časovni gradnje tretje razvojne osi mimo Novega mesta. Na zboru, ki ga je sklical župan Alojzij Muhič, so krajani vnovič poudarili, da njihove pripombe niso bile upoštevane in da so odločno proti izgradnji vzhodne štiripasovnice. Bili smo eno lepo, mirno naselje, zdaj pa tega življenja ne bo več. Mi smo vsi proti, tako smo glasovali, da se to nekam drugam usmerje ta povezava za tretjo tole proti Metliki pa to. Župan Alojzij Muhič je povedal, da sprejeti sklep že lahko pomeni konec projekta tretje razvojne osi mimo Novega mesta. Slišali smo, kaj je volja ljudi. Po vsej verjetnosti bo varianta, ki je bila predlagana, odpadla in tretje razvojne osi Novo mesto ne bo dobilo. Direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste Gregor Ficko pa pravi, da bi morali projekt tretje razvojne osi nadaljevati. Jaz se bojim, da krajani seveda ne morejo reči, da te ceste ne bo. Pa tudi mislim, da ta sklep danes, ki je bil izglasovan, je malo nesrečen. Cesta vsekakor bo. Mi bomo pa poskušali še na teh nekih podatkih, ki smo jih pač danes dobili tukaj z publike, tistih koristnih, pogledati, kaj tukaj eventualno se še da narediti in seveda potem bo potrebno sprejeti odločitev. Krajani bi podprli predlagano različico trase, a pod določenimi pogoji, pravi predsednica sveta krajevne skupnosti Dragica Nenadič. Predvsem, če bi uredili ustrezne protihrupne ograje in jim zagotovili: ekonomsko ne boste utrpeli, ker vam bomo, nekaj vrnili in podobno. Ne vem kaj. Drugo, od tega boste imeli gospodarski efekt. Ne mi ga povejo. Kakšen gospodarski efekt? Kako bodo ljudem ponudili nadomestne gradnje, nadomestne hiše in kje? Dialog v prihodnje je možen, dodaja Nenadičeva. Ne pustijo pa se podcenjevati. Doslej namreč, kot poudarja, niso dobivali odgovorov na svoje vprašanje in pripombe. Mestna občina Novo mesto bo nadaljevala projekt izgradnje športne dvorane in je še vedno v igri za soorganizacijo Evropskega prvenstva v košarki. Tako je po sestanku na Košarkarski zvezi Slovenije zatrdil župan Alojzij Muhič, vendar pa je zdaj vse v rokah novomeških mestnih svetnikov, ki bodo na prihodnji seji nadaljevanje projekta bodisi potrdili, bodisi zavrnili. Občina je že podaljšala rok za pridobitev gradbenega dovoljenja do 30. junija. Zato so na sestanku sprejeli sklep, da mora do tega datuma posredovati vso potrebno dokumentacijo za začetek gradnje dvorane ter za pridobitev denarja z evropskih skladov. To pomeni 2,5 milijona plus 15% državnih sredstev. To pomeni, da bi dobili 3,7 milijona evrov za športno dvorano. Če se izgradnja dvoran v teh dveh mestih ne bo uresničena in ne bo potrjena do 30.6. Stopi v veljavo plan B. Vemo, da so na razpolago še 3 dvorane oziroma 3 mestni prirediteljci. Tukaj gre predvsem za Celje, Halo, Tivoli in pa v enem delu tudi pod pogojem prenove dvorana v Mariboru. Dvorana bo morala biti za potrebe prvenstva nared najpozneje do 30. junija prihodnje leto. Vrednost športne dvorane je še vedno 9 milijonov 800 tisoč in tak bo tudi razpis, če se odločimo za razpis. Razumljivo pa je, da razliko 6 milijonov bomo morali se zadolžiti in nosilec celotne zadeve bo mestna občina Novo mesto. Rok za izvedbo dvorane tako ni več 31. marec prihodnje leto. 30. junij 2013 pa je še dosegljiv datum, tako Muhič, če bodo občinski svetniki na prihodnji seji 31. maja potrdili predlagani sklep župana. Lokalna samooskrba semeni avtohtonih rastlin postaja vse bolj pomembna v svetovnem merilu. Tega se zavedajo tudi v Društvu kočevarjev staroselcev, kjer je predsednik republike odprl gensko banko starih sadnih sort. Biološka raznovrstnost je namreč eden najpomembnejših vidikov skrbi za okolje. Ponosni smo, da imamo v Sloveniji center, kjer se tako dobro skrbi za naše prvotne stare sorte in na ta način se vključujemo v splošno svetovno prizadevanje za zavarovanje biološke raznovrstnosti.
V Genski banki gre za enega od 35 projektov programa LEADER, zbirajo stare avtohtone sadne sorte. Doslej jih imajo v sadovnjaku 400. Veste, gre tudi za mutante. Mi smo v tem Kočevskem rogu našli kar 15 sort, za katere nihče ne ve za ime. So izredno kvalitetne sorte, odporne, antioksidanti, okusne in tako naprej. Na območje Kočevskega roga in Ribnice so številne sorte prinesli od drugod, hkrati pa so sem ponje hodili kmetje iz vse Slovenije. Oživljanja starih sort so se lotili še ravno pravi čas. Ker te sorte so v fazi odhajanja. Tako da mi pri marsikateremu jabolku, ki je še v sredi bukov in smrek, prav iščemo pogank 15 cm dolg, da ga v naših drevesnicah lahko uspemo obnoviti, pomladiti. V to banko bo čez čas moč priti po želeno sadno sorto in jo posaditi na svojem vrtu. Pa ne samo to, tudi sam, ki meni, da ima neko tako staro sorto, jo lahko prinese sem, jo tudi stestirajo in jo pregledajo, lahko jo zmutirajo ali pa seveda takšno, kot je, tudi razmnožijo. Za piko na i pa bo v Občicah tudi muzej, ki bo prikazoval zgodovino pridelave starih sadnih sort. Sicer pa je eno od jablan danes s pomočjo domačega župana posadil tudi predsednik in tako nad njo prevzel potrstvo. Zelo neugodna gibanja na trgu dela, ki smo jim bili priča v zadnjih 3 letih, se nadaljujejo, ugotavljajo v novomeški območni enoti Zavoda za zaposlovanje. Aktualne razmere in ukrepe, s katerimi želijo zmanjšati brezposelnost, so predstavili delodajalcem v Črnomlju in v Novem mestu. Dejstvo je, da so v zadnjih 2 mesecih beležili večji priliv brezposelnih, predvsem na račun delavcev, ki so prihajali iz Revoza in nekdanjega Novolesa, pravi direktor novomeške območne enote. Sam na drugi strani pa tudi beležimo ponudbo dela, tako da, ker gledamo primerjalne podatke na obdobje leta 2012-2011, vidimo, da tudi potrebe so v porastu, glede na isto obdobje lanskega leta. Kar pa ne velja za Belo krajino, ki krepko dviguje regijsko povprečje, saj tam stopnja brezposelnosti presega 17%, kar je skoraj 5% nad državnim povprečjem. Ponudbe dela pa skoraj ni. Moramo reči, da je ta ponudba skromna. Je dnevna, ne moramo izpostaviti kakšnega večjega zaposlovalca. In to je, da so ponudbe v glavnem času za določen čas in za nekako ugotavljamo, da iščejo predvsem kader za enostavnejša dela. Da bi brezposelne spodbudili k iskanju dela, so lani začeli s posebnim programom Pokolpje dejavno in aktivno, v okviru katerega poteka usposabljanje brezposelnih oseb, aktivacija neaktivnega prebivalstva in pa nekako proaktivna vloga zavoda na trgu dela, to se pravi približati se delodajalcem, inštitucijam, ki so relevantne v lokalnem okolju, skratka povezati ta krog, ki do zdaj še ni bil sklenjen. V usposabljanje in izobraževanje naj bi na območju Pokolpja vključili 1200 brezposelnih in vsaj 300 med njimi naj bi v roku 1 leta dobilo zaposlitev, pravi Kukičeva. Žal je temu tako, da vse zaposlitve ne morejo biti doma in pred pragom. Treba bo iskati širše v Sloveniji in tudi izven njenih meja, še dodaja Smrdu. V Brežicah so položili temeljni kamen za novi dom starejših občanov, s tem pa se je simbolično začela gradnja stavbe, v kateri bo 156 ležišč. Naložba je vredna dobrih 6 milijonov evrov. Izgradnjo pa bo financiralo brežiško podjetje Prodoma. V zdajšnjem domu je 116 stanovalcev in 50 zaposlenih. Mi se vsakodnevno srečujemo z težavami pokrivanja potreb lokalnega okolja. Seveda v zadnjem obdobju je tudi z bolnišnično oskrbo so se te naše potrebe nekoliko umilile. Izgradnja novega doma bo za brežiško občino pomenila predvsem zagotavljanje kakovostne oskrbe za starejše prebivalce, poudarja župan. Zato jaz verjamem, da je danes neki nov mejnik v prelomnici oskrbe za starejšimi občanov. Mislim, da poleg seveda doma upokojencev je možno še tu nadgraditi z varovanimi stanovanji in pa z drugimi modernejšimi programi. Novi dom bo stal v neposredni bližini starega in bo vključeval 5 nadstropij. Zgradilo ga bo podjetje Graniti Slovenske Bistrice. Dom upokojencev je objekt velik 5995 kvadratov.
Zgrajen bo v roku 12 mesecev, kapaciteto 117 sob. Primer gradnje doma v Brežicah je vzorčen primer, zato si na pristojnem ministrstvu želijo še več podobnih sodelovanj s zasebnim kapitalom. Ministrstvo pripravlja nabor prepotrebnih investicij po Sloveniji, kjer bomo na podoben način seveda tudi drugod zagotovili boljše bivalne in delovne pogoje. Po izgradnji novega naj bi zdajšnji dom starejših prešel v last občine Brežice, v njem pa naj bi svoje mesto našla varstveno-delovni center in bivalna enota, del pa naj bi dobila društva. Dolenjska prestolnica je bila minuli konec tedna povsem v znamenju svojega vinskega posebneža cvička. Tradicionalno je bil okronan letošnji kralj cvička, imenovana pa sta bila tudi cvičkova princesa in ambasador cvička. Novi kralj cvička je Franc Tomše iz Globočic, cvičkova princesa je Tjaša Metelko, članica društva vinogradnikov Studenec, ambasador cvička pa je Jože Frelih. Biti kralj cvička, bom rekel, da boš to planiral, ne moreš. Se pravi, ker je zadnjih, lahko rečem 15 let, je kvaliteta cvička na Dolenskem se toliko izostrila, tako da je kandidatov za kralja kar veliko. Ja, jaz se bom trudila sloves cvička širiti po vseh najboljših močeh, kar lahko, da bo cviček res znan po svetu, po Sloveniji in po svetu, kako dobro vino je, kako veliko truda je za tako dobro vino. To je pa se reče nevidženo. Ste zveli, koliko ljudi je bilo danes? Jaz sem jih tam dol spremljal, ker še vsi me mene. Na novomeškem glavnem trgu se je, predvsem na vremensko ugodni petek, spet zbrala velika množica vinogradnikov in drugih obiskovalcev. Ta teden cvička je pa hkrati promocija turizma na Dolenskem. Dolenska nekje, rekel srce te vinogradniške pokrajine. Ful dobro zrihtano in to bi mogli biti to večkrat ponovljeno, da se tu malo tradicija obnovi. Mislim, da take letine ne več. Letošnja letna je bila vrhunska in upam, da bo še kakšna tako dobra, ki je bila ta. Odlična. In smatram, da s to tradicijo moramo nadaljevati, kajti le tako bo Novo mesto živelo naprej. Zagotovo je povezovanje vinogradnikov in vinogradnic naredilo najprej to, da se je v 20 letih kvaliteta slovenskih vin bistveno izboljšala. Tokrat pa je sobotno dogajanje popestrila tudi študentska cvičkarija na Novem trgu. V Metliki se je začela jubilejna 30. vinska Vigred, ki jo je slovesno odprl predsednik države dr. Danilo Türk. V sklopu Vigredi pa so v tamkajšnji grajski degustacijski kleti pripravili borzo belokranjskih vin. Vinarji so namreč želeli svoja nagrajena vina najprej predstaviti gostincem. In naš namen je, da tudi ta nagrajena vina pridejo v gostinske lokale, kajti to je tudi namen ocenjevanja, namen vinske Vigredi, namen, da dvignemo kulturo pitja vina in s tem želimo tudi gostince spodbuditi, da posežejo po teh nagrajenih vinih. Odziv gostincev sicer ni bil ravno velik, a to ni zmotilo vinarjev, saj, kot pravijo, je bila to šele tretja borza vin. Tretjič zapored pa so podelili tudi Laknerjevo čašo odličnosti, priznanje za prispevek k dvigu kulture pitja vin, za katerega želijo, da bi bilo spodbuda lokalom, ki se trudijo za promocijo vina, za promocijo kulture pitja vina, to potrebujemo. Če vinarji pridelamo odlično vino in ni prav postreženo, potem je vse zastonj. Priznanja so se letos razveselili v gostišču Kapušin v Krasincu. Ta čaša pomeni, da smo delali dobro, da smo se trudili, da predstavljamo belokranjska vina, jih ponujamo, ker so res vina, ki si zaslužijo vso pozornost vseh gostincev. In tudi pozornost obiskovalcev letošnje vinske Vigredi. Lanski letnik je namreč več kot odličen, pravijo vinarji. Prireditelji Vigredi pa obljubljajo, da bo na 3 metliških trgih pestro in živahno vse do poznih nedeljskih ur, ko bodo zaključili jubilejno 30. vinsko Vigred. Ob vseh prireditvah posvečenih vinu in njegovi nepopiti količini se je ne čuditi, če bo kdo tu in tam svoje čustva utapljal v vinu. Bog ne daj, da bi latinski pregovor in vino veritas veljal pri politikih, ker, verjemite, bi imeli najboljšo državo na tem svetu.